z Ankaranom pišete prav posebno zgodbo v vseh pogledih. Kako vi sami doživljate to prvo ligo? Zelo pozitivno. Jaz sem se celo življenje v bistvu nekako potiho boril za to, da bi enkrat mogoče, če bo vse po sreči, z trdim delom, voljo, željo prišel tja, ker sem zdaj in pač zdaj v bistvu sem dosegel ta cilj. Je pa tako, da ko dosežeš en cilj, si moraš takoj zastaviti nove, tako da jaz se veselim vsakega novega izziva in upam, da bomo ostali v ligi. Nemalo težav ste imeli že pred samim pričetkom sploh državnega prvenstva, veliko tistih, ki so vam želeli slabo celemu klubu, celemu kolektivu, vsemu skupaj, ampak Ankaran kljub temu, da igra v Dravogradu, kljub temu, da igra brez podpore domačih gledalcev, se še vedno bori in živi svojo zgodbo. Ja, tako je. Pri nas je v bistvu najbolj važno srce ekipe, ki je prišla v to prvo ligo. S tem smo mi zmagovali v drugi ligi in to zdaj skušamo nekako prenesti v prvo ligo, čeprav je težko, ker je veliko novih igralcev, veliko je zunanjih akterjev, ampak to nas ne sme zanimati. Na nas, igralcih, je to, da se mi borimo, da oddelamo vsak trening maksimalno in da potem na igrišču prenesemo trud celega tedna na tekmo in skušamo izvleči pozitivni rezultat. Ekipa, ki si je priigrala premierni nastop v prvi ligi, ni ista, veliko novih igralcev, tujih nogometašev je prišlo. Kako ste se igralci s tem spopadli? Kakšno je vzdušje v sami ekipi? Seveda je težko se prilagoditi nekem novem kadru, zato ker prej smo se vsi med sabo poznali, smo vedeli, kaj bo kdo delal. Tudi če ne gledaš v eno stran, veš, da bo soigralec tekel tja, kjer mora, lahko tudi naslepo podaš žogo, zato ker čutiš ekipo, ker dihaš kot eno in zdaj, ko pride 30, 40, 50 novih igralcev in pač tukaj je namreč prišlo, ne vem, morda še več na probo in pač veliko jih je tudi ostalo in težko je, zato ker ima vsak svojo vizijo in vsak ima svoj pogled na nogomet in marsikdo se ni pripravljen spustiti na nivo ekipe, ampak je bolj individualni in to je pa težko, zato ker v ekipi mora vladati harmonija, moramo delati kot eno, dihati skupaj, pač živeti na terenu en za drugega in težko je, kadar je toliko novih ljudi, se spoznati in začeti verjeti vase in da se igralce zraven tebe. A očitno je, da se nekaj spreminja, pravzaprav te uspehe oziroma zmage, točke, ki ste jih dosegli v tej sezoni prve lige, novega državnega prvenstva, ste pravzaprav skreirali vi domači nogometaši, vi, ki ste spisali to zgodbo. Proti Triglavu, denimo, vas je zaigralo največ? Ja, proti Triglavu je bilo 7 igralcev, je zaigralo 7 igralcev iz prejšnje ekipe. To je bil neko tisto ogrodje in pač večina je čutila to ekipo in smo zraven mentalno potegnili tudi ostale te novince, verjeli v zmago in se nam je obrestovalo, ampak ne smemo si zapirati oči, nismo naredili nič, dokler ne bomo prehiteli še koga, recimo Aluminij, tako da moramo delati naprej, ni druge. Zdaj ste na 9. mestu, ki še ohranja upanje na obstanek. Pred Triglavom imate točko prednosti, z Aluminijem, kot ste tudi prej omenili, na 8. mestu zaostajate zgolj 4. Osnovni cilj je obstanek. Ja, seveda, osnovni cilj je obstanek kluba med elito, med najboljšimi ekipami v Sloveniji. Vsaka tekma je težka, vsaka tekma je na nož, vsako tekmo, če nisi pravi, to so ekipe, kjer kaznujejo tudi najmanjše napake, zato bomo morali delati kolektivno in se boriti pač vsako tekmo posebej, ker je vsaka tekma svoja zgodba in na vsaki tekmi se lahko tudi zgodi marsikaj in moramo čakati svoje priložnosti in jih izkoristiti. In če bomo to naredili, bomo ostali v ligi, če ne, bo zelo težko. Proti Triglavu, pomembni tekmi,
S 3:1 ste jih zmagali, ste vi prispevali 2 zares izjemni asistenci, ampak vrniva se malce nazaj, 22. julij, 77. minuta, prvenec tako za vas v prvi ligi, kot tudi zgodovinski zadetek Ankarana. Kako se spominjate te 77. minute? Ja, spomnim se, da sem Eriku rekel, takoj ko dobiš žogo, ti sam centreri in jaz ga bom zabil. Že cel teden sem se pripravljal na to tekmo, vedel sem, da ga bom dal in evo, pač sreča spremlja Hrable, dal sem gol, prvi zgodovinski za Ankaran. Sicer sem bil zelo razočaran, zato ker to ni bil gol za zmago, kajti nisem zadovoljen, če recimo dam gol in ekipa zgubi, ker to nima nobenega pomena. Ok, je neko manjše osebno zadovoljstvo, je nek mejnik v moji karieri. Splošno gledano pa sem bil bolj kot ne živčen, zato ker smo zgubili. Trenutno je za prvoligaše na vrsti reprezentančni odmor. Reprezentanci se pripravljajo, tudi slovenska med drugim v teh kvalifikacijah se borijo za nastop v Rusiji na svetovnem prvenstvu. Vi pa imate torej odmor, ampak v Ankaranu delate. Delamo na Kozini, tam treniramo, tam so nam omogočili treninge, zato smo zelo hvaležni za to možnost, ker vemo, kakšne so situacije v Sotokoli. Igramo tudi pripravljalne tekme, zdaj smo imeli proti Reki, odigrali smo dokaj dobro, sicer je Reka po pričakovanjih zmagala z 2-0, ampak mi smo dobro stali, dobro smo se borili, imeli smo sicer svoje šanse, ki jih nismo izkoristili, ampak pokazali smo neko voljo, neko borbenost in tako moramo tudi oddelati še ta teden. Zdaj imamo par dni prej in s ponedeljkom, torkom spet začnemo treningi in moramo se prespraviti na Domžale, ki bo zelo težka tekma, tako kot vsaka. Torej čakate vas 2 izjemno težki tekmi, Maribor, Domžale. Kako se boste pripravili na ti 2 srečanji? Vemo, da sta obe ekipi igrali zares dobro v Evropi, Maribor je celo v Ligi prvakov. Ja, seveda, to je pač zame zelo velik izziv za ekipo. Tudi vemo, da moramo dati svoj maksimum, če želimo izvleči vsaj točko. Jaz verjamem, da če bomo izkoristili svoje šanse, do katerih bomo zagotovo prišli, se zna narediti, da bo zelo težka tekma, ampak moramo pa ostajati realni, zato ker Maribor in Domžale, tako kot tudi Olimpija, so zelo velike ekipe, organizirane in enostavno borba in želja in volja. To je to, kar imamo za delati. Že v tem odgovoru ste nakazali neko pozitivno miselnost, pa dajva tale pogovor zaključiti še s kakšno vašo pozitivno željo, glede na to, da ste tak človek. Kjer je volja, tam je pot in sreča spremlja Hrabre. In begunci so osvojili celo Evropo. Tako da mi, ko igramo v Dravogradu, smo na nek način begunci, ampak kadar smo imeli najmanj in so bili vsi proti nam, smo v bistvu takrat se povezali in pokazali srce, pokazali, da delamo en za drugega, čeprav smo brez navijačev. In ja, nimamo druge kot gledati naprej vsak dan, vsak trening posebej, vsako tekmo posebej in upati, da bojo stvari v klubu prišle na pravo mesto.